Večina ljudi misli, da se tretja svetovna vojna začne z velikim rdečim gumbom. Pričakujejo politične ultimatume, izredna obvestila in čas, da spakirajo torbo. Ampak tako sodobne velesile ne delujejo. Naslednji svetovni konflikt se ne bo začel z uradno razglasitvijo vojne. Začne se z napako. En sam zgrešeni izstrelek v Črnem morju, vdor v električno omrežje v vzhodni Evropi, lažen radarski signal v Moskvi. Ko se zgodi ta prva napaka, je človeško odločanje izključeno iz enačbe. Zaupni vojaški varnostni sistemi prevzamejo nadzor in v nekaj minutah so milijoni življenj izbrisanih, še preden javnost sploh prejme opozorilo na svoje telefone. V naslednji uri bomo razčlenili natančen časovni potek sodobne svetovne vojne. Odprli bomo dejanski zaupni načrt ameriške vojske za vojskovanje na več frontah. Še pomembneje pa je, da bomo morali pogledati onkraj začetnih napadov. Če si največje svetovne sile med seboj popolnoma uničijo, kdo pravzaprav podeduje pepel? Sem Josh in to je Infographics Show. Predsednik Joe Biden je Rusijo opozoril, da bodo posledice jasne in hude, če bi Rusija uporabila kemično orožje v Ukrajini. Kaj pa, če bi bila ta tanka rdeča črta prestopljena? Kaj pa, če bi ZDA in Rusija šli v vojno zaradi Ukrajine? 2 uri pred vojno. Nekje v zahodni Ukrajini je ukrajinska baza, v kateri je nameščenih več 10 ameriških inštruktorjev, napadena z ruskimi raketami. Tukaj je Amerika zadnjih 8 let urila ukrajinske redne in specialne enote, zdaj pa ameriški inštruktorji tesno sodelujejo z ukrajinskimi kolegi, da bi pripravili 100.000 ukrajinskih rezervistov na boj na vzhodu. Napad je bolj simboličen kot karkoli drugega. Rusija kaže svojo moč in opozarja ZDA, naj se umaknejo iz vojne v Ukrajini. Vendar pa ena izmed raket po naključju zadene ameriško vojašnico. 15 ameriških vojakov umre v ruskem napadu, 1 uro in 45 minut pred začetkom vojne. Žrtve so hitro potrjene in sporočene nazaj v Washington DC preko naprednega satelitskega omrežja ameriške vojske z izjemno visoko frekvenco. Konstelacija 6 satelitov se nahaja v geostacionarni orbiti in prenaša podatke prek motnjam odpornih komunikacijskih povezav za ameriško, kanadsko, avstralsko, nizozemsko in britansko vojsko. Novica o žrtvah je na predsednikovi mizi le 2 minuti po napadu. Predsednik Biden takoj skliče izredno sejo kongresa. 15 minut pred vojno. Smrti ameriških vojakov so za ameriško javnost nesprejemljive. Rusija je bila opozorjena, da bo vsak napad na ameriške oskrbovalne konvoje ali osebje pomenil napad na samo Ameriko. Z nekaj nasprotujočimi glasovi ameriški kongres odobri uradno razglasitev vojne proti Rusiji z namenom nevtralizacije ruskih sil v Ukrajini in preprečitve njihove ponovne vrnitve v državo. 5 minut pred vojno. Predsednik Joe Biden se iz ovalne pisarne Bele hiše obrne na svet in nacijo ter naznani, da so Združene države Amerike napovedale vojno Ruski federaciji. Jasno pove, da so vojaški cilji te vojne nevtralizacija ruskih sil v Ukrajini in osvoboditev vzhodnih okupiranih območij. Ameriške kopenske sile ne bodo vstopile na rusko ozemlje. To je poskus omejitve stopnjevanja sovražnosti in preprečitve takojšnje eskalacije v jedrski konflikt. Medtem ko predsednik podaja svoje izjave, so ameriške vojaške sile že v gibanju. Vojna. 1. ura. S palub ameriških ladij po oceanih sveta v nebo izstreljujejo rakete SM-3, prilagojene za protisatelitske napade. Njihove tarče so ruski vojaški in civilni sateliti, ki zagotavljajo komunikacije in GPS navigacijo ruskih vojaških enot. Ameriški F-15 pomagajo pri napadu in izstreljujejo lastne protisatelitske rakete z velike višine. Napadi so omejeni in usmerjeni. Uničenje satelita v orbiti povzroči ogromen oblak ostankov, ki lahko poškoduje ali celo uniči lastne ali zavezniške satelite. Rusija, ki se prav tako pripravlja na možnost vojne z ZDA že od začetka invazije v Ukrajini, odgovori s svojimi napadi na ameriške satelite. Vendar pa je število ruskega orožja močno omejeno. Na ta način sta nevtralizirana le 2 ameriška napredna satelita z izjemno visoko frekvenco. Za primerjavo, ruski GPS postane popolnoma neučinkovit zaradi kinetičnih udarcev in elektronskih napadov na rusko vesoljsko omrežje. Ameriške ladje in podmornice, oborožene s križarskimi raketami, v Tihem oceanu in Baltskem morju izstrelijo več dodatnih salv, tokrat na rusko kopensko in pomorsko infrastrukturo. V nekaj minutah po razglasitvi vojne predsednika Bidena proti ciljem v Sankt Peterburgu, Kaliningradu ter pacifiških pomorskih bazah Kamčatka, Magadan, Pavlovsk in sovjetske Gavani leti na stotine ameriških raket. Ameriška podmornica, ki je pred tedni skrivaj preplula v Črno morje, sproži lastne napade na ruske pomorske objekte v Sevastopolu in okupirani Krimu. Ruske enote zračne obrambe zaznajo prihajajoči val raket in začnejo delovati. Sistemi S-400 in starejši S-300 sledijo prihajajočim raketam.
Ameriške križarske rakete so podzvočne in lahka tarča za napredne zračne obrambe. Rusija pa se ponaša z nekaterimi najboljšimi na svetu. Vendar je ta prvi napad ogromen in čeprav je na desetine ameriških križarskih raket uničenih, nekaterim uspe prebiti silovit ogenj zračne obrambe in zadeti svoje cilje. Radarji zračne obrambe so glavne tarče ameriške mornarice, vendar jih je Rusija dobro zaščitila, saj ve, da imajo ZDA še vedno prednost v zraku. Le nekaj ameriških raket zadene cilj in prebije luknje v rusko mrežo zračne obrambe v Kaliningradu, kjer je bilo osredotočenih večina napadov. Na pacifiškem bojišču več ameriških raket zadene svoje cilje, saj je tam zračna obramba redkejša. Ker gre vojna v Ukrajini za Rusijo slabo, so bile ključne enote zračne obrambe odvzete iz manj pomembnega pacifiškega bojišča, da bi okrepili obrambo na vzhodu. Večina ruskih pristanišč na Pacifiku postane neuporabnih. Ruska mornarica ima le del zmogljivosti ameriške mornarice, njene ladje pa ostajajo blizu doma, kjer so lahko pod zaščito zračne in kopenske obrambe. Vendar pa nekatere ruske podmornice v Atlantiku in na Pacifiku prežijo, zato se lov na te ruske infiltratorje že odvija. Do konca prve ure vojne so ameriške enote na evropskih bazah upoklicane z dopusta zaradi mobilizacije. NATO skliče nagel sestanek, vendar večina držav članic ne želi se sklicevati na 5. člen. Navsezadnje je bil povod za to napad na ukrajinsko postojanko, kjer so bili po naključju prisotni ameriški inštruktorji. Le Poljska se odloči pridružiti ameriškim vojaškim prizadevanjem, predvsem iz Nuje. Poljska meji tako na Kaliningrad kot na Belorusijo in bo tako ali tako postavljena v središče ruskih vojaških napadov, saj je to edini kraj, kjer lahko ZDA izvedejo prodor v Ukrajino. 3. ura. Daljnosežni zračni in kopenski radarji zračne obrambe na Poljskem zaznajo množico ruskih raket, ki prihajajo z veliko hitrostjo. Tarče so poljske letalske baze, kjer so nameščene enote in letala ameriškega vojnega letalstva. Raketam, izstreljenim iz Kaliningrada, se je težje opreti, saj imajo krajši čas leta. Polovici jih je uspelo ubiti ameriško in poljsko zračno obrambo v regiji. ZDA so od začetka vojne v Ukrajini namestile baterije Patriot na Poljskem, vendar so bile te zadolžene za zaščito poljskega objekta Aegis Ashore, ki je tudi zdaj tik pred dokončanjem poletnih zamud in gradbenih izzivov. Poljska je ena najpomembnejših držav NATO zaradi svoje bližine Rusiji in ruskemu eksklavu v Kaliningradu. To pomeni, da bo zmogljiv objekt Aegis Ashore nekega dne temelj ene najmočnejših mrež za raketno in protiletalsko obrambo na svetu. Toda ta dan še ni danes in objekt še vedno ni operativen. Rusija obstreljuje gradbišče z raketami dolgega dosega, vendar protiraketna obramba uspe zaustaviti večino napadov. Nekatere rakete vseeno prodrejo skozi in povzročijo zmerno škodo, kar bo zagotovilo, da objekt ne bo dokončan pred koncem vojne. Poljske letalske baze so prav tako hudo obstreljevane, vendar silovitost napadov ni tako velika, kot so se bali. To je zato, ker je Rusija izčrpala veliko svojih natančnih orožij v boju proti Ukrajini, hkrati pa so uničujoče sankcije onemogočile ponovno oskrbo. Rusija skorajda ne proizvaja napredne elektronike, ki jo potrebujejo njene napredne rakete. In tisto, kar se je začelo kot ogromna zaloga tisočev raket, je bilo močno zmanjšano. Vsaka, ki ostane, bo potrebna za spopad z ameriškimi silami znotraj same Ukrajine. 8. ura. Letala z ameriških letalskih baz doma in v tujini vzletijo v nebo. Premikajo se na evropska letališča, od koder bodo lahko podpirala ofenzivo proti ruskim silam na tleh. Ameriška ogromna flota, 650 letal cistern, največja na svetu, kroži nad Atlantskim oceanom in omogoča lovcem F-15 in F-16 s krajšim dosegom prelet iz domovine v Evropo. 36. ura. Ameriška mobilizacija se stopnjuje, vojaki pa pripravljajo opremo in osebje za premik na transportne ladje za pot čez Atlantik. Največja letalska prevozna akcija na svetu je že v polnem teku, saj ameriška tovorna letala prevažajo vojake in težka vozila v Evropo. Vendar pa tudi impresivna ameriška logistična flota preprosto ni dovolj velika, da bi lahko premaknila dovolj veliko količino opreme za ofenzivo. Za zdaj je Ukrajina prepuščena sama sebi, Rusija pa v konflikt vlaga vse razpoložljive sile, preden prispejo ZDA. 40. ura. Rusija noče izzivati drugih članic NATO, zato pričakovani vdori v baltske države se nikoli niso uresničili. Prav tako ni bilo dolgometnih napadov na najpomembnejše ameriške baze v Nemčiji. Namesto tega Rusija hiti sestaviti obsežno ofenzivo na vzhodu Ukrajine. Njena strategija je preprosta. Če lahko premaga ukrajinsko obrambo, lahko ZDA prikrajša za prav tisto državo, iz katere poskušajo izriniti Rusijo. Toda ukrajinski branilci so vzdržljivi kot vedno, tudi ko Rusija mobilizira svoje rezervne bataljonske taktične skupine za boj. To bo v naslednjih nekaj dneh na vzhodu Ukrajine postavilo na 10 tisoče dodatnih vojakov, kar bo preplavilo branilce. Medtem pa v Rusiji uvedejo izredni vpoklic. Ura 42.
Ameriški bombniki B-2, ki so bili na hitro pripravljeni za svoje naloge, letijo z domačih baz v celinskih ZDA že zadnjih 17 ur. Zdaj so prikrita letala prodrla globoko v ruske cone zračne obrambe in odvrgla svoj tovor na ruske radarske in komunikacijske centre v Kaliningradu. Cilj je onemogočiti vojaški enklavi, da bi se branila pred zračnimi napadi in tako zadržati velike kontingente ruskih sil ter jim preprečiti, da bi začeli ofenzivo na Poljsko. V napadu sta izgubljena 2 B-2, vendar je škoda na ruski komunikacijski in protizračni infrastrukturi velika in močno poveča vrzeli v pokritosti zračne obrambe. Ameriška mornarica izkoristi te vrzeli z dodatnimi raketnimi napadi, ki jih dopolnjujejo napadalna letala z letalonosilk v Sredozemlju in pripravljene sile, nameščene po vsej Evropi. Ameriška misija za zatiranje sovražne zračne obrambe, SEAT, počasi, a vztrajno odstranjuje rusko zračno obrambo znotraj vojaške enklave. Ruski lovci sami po sebi niso kos ameriškim letalom z naprednejšimi senzorji, elektroniko in orožjem, vendar v sodelovanju z zelo močno zračno obrambo postanejo resna grožnja. Na obeh straneh konflikta je uničenih več 10 letal, saj Rusija poskuša ohraniti svojo zračno obrambo in preprečiti Američanom ter Poljakom nadzor nad zračnim prostorom. 60. ura. Ruska napadalna podmornica zadane uničujoč udarec ameriškemu rušilcu, ki deluje v Baltskem morju. To je ena izmed najsodobnejših ruskih podmornic, ki sicer ni tako zmogljiva kot ameriške, vendar še vedno predstavlja pomembno grožnjo ameriški mornarici v razburkanih vodah Baltskega morja. Podmornico neusmiljeno zasledujejo površinska plovila v sodelovanju z zračnimi protipodmorniškimi letali, vendar ji uspe pobegniti, saj kot kritje izkoristi močno nevihto. V napadu umrejo stotine ameriških mornarjev, več milijard dolarjev vredna ladja pa potone pod valove. Ruska površinska mornarica se v boju še ni pokazala, saj ostaja blizu obale, kjer je za ameriške sile preveč nevarno, da bi jih napadle. 4. dan. Val kibernetskih napadov prizadene tako Rusijo kot ZDA, saj obe strani sprostita vso moč svojih zmogljivosti za kibernetsko vojskovanje druga proti drugi. Škoda na civilni infrastrukturi na obeh straneh je velika, vendar so ZDA bolj odporne in v 48 urah ameriški trgi ponovno delujejo normalno. 6. dan. Vojna za Kaliningrad je zmanjšala rusko lokalno zračno obrambo na majhna zaščitena območja, vendar za ceno številnih ameriških letal. Enklava pa je zdaj neusmiljeno obstreljevana iz zraka, saj ameriški B-52 izvajajo uničujoče napade svojih domačih baz v Združenih državah. Znotraj Evrope se vzpostavljajo oskrbovalna in logistična središča, da bi omogočili velikim letalom, da so bližje dogajanju in tako opravijo več napadov. Za zdaj pa morajo letala opraviti poldrugi dan dolgo povratno pot, da zadenejo svoje cilje in se vrnejo domov, kar upočasnjuje tempo ofenzive. Vendar pa je ogromna količina ognjene moči, ki jo vsako letalo prinese v boj, uničujoča za ruske sile. Ker so kopenske zračne obrambe močno oslabljene zaradi letalskih in raketnih napadov, lahko ameriški in poljski lovci zdaj izvajajo misije zračne premoči nad Kaliningradom ter izzivajo ruske mige, naj se dvignejo in jih prestrežejo. Kot je bilo prikazano v Ukrajini, ruske zračne sile niso niti približno tako sposobne, kot so nekoč verjeli, čeprav so še vedno zelo številčne. ZDA imajo večkrat več letal, vendar trenutno niso v Evropi, kar prinaša številčno izenačenost obeh strani. Ameriške in poljske sile imajo prednost zaradi boljših senzorjev, medtem ko ima Rusija prednost v okretnosti in razmerju med potiskom in težo, zaradi česar so njihova letala smrtonosna v zračnih bojih. Nažalost za Rusijo je doba zračnih bojev iz bližine minila in večina spopadov se odvija zunaj vidnega dosega. V najhujši zračni bitki po drugi svetovni vojni je sestreljenih veliko letal, pri čemer so izgube večinoma na ruski strani. Do konca prvega tedna bojev je Kaliningrad resno ogrožen iz zraka. Toda Združene države so v napadih porabile ogromne količine streliva in morajo začasno ustaviti zračne operacije, da si vzamejo čas za ponovno oborožitev in servisiranje. Nekaj dni je na nebu, ki so ga še pred kratkim pretresali dvoboji reaktivnih lovcev, srhljivo tiho. Drugi teden. Na začetku drugega tedna spopadov so se ameriške sile začele v velikem številu zbirati v Evropi. Še vedno bodo potrebovali čas, da se pripravijo na bitko in tudi ogromna ameriška logistična flota bo potrebovala mesece, da prepelje ameriško ognjeno moč v Evropo. Vendar so manjše in bolj mobilne enote že začele pot v Ukrajino, prav tako pa se zbira veliko število jurišnih helikopterjev, ki naj bi odbili ruski kopenski napad v regiji Donbas. Preprosto čakajo na prenovo ameriških letalskih sil, da bodo lahko zagotovile potrebno zračno kritje. Nove ruske bataljonske taktične skupine so vstopile v Ukrajino, potem ko so bile na hitro pripravljene za boj. Vendar so nagle priprave povzročile kaos v ruskih oskrbovalnih verigah, ki so imele težave že pred širitvijo vojne. Zdaj so ruska vozila in osebje obstali v velikih konvojih, kar spominja na neuspešen ruski napad na Kijev.
Ameriška letala izkoristijo ponujeno priložnost, vendar lahko le F-35 prodre v nevarno nebo, ki ga še niso zavarovale ustrezne operacije za zatiranje sovražne protizračne obrambe. Ker morajo orožje nositi v notranjosti, so F-35 močno omejeni v ognjeni moči in napadi povzročijo le malo resnične škode velikim formacijam sovražnih enot. Vendar pa so ogromen dvig morale za oblegane ukrajinske branilce, ki so sanjali o dnevu, ko jim bo ameriška zračna moč priskočila na pomoč. Ko se druga teden bojev bliža koncu, se ruska ofenziva na vzhodu znova ustavi. Tokrat pa, zaradi hude pomanjkljivosti ruske logistike, ukrajinski branilci izkoristijo priložnost, da se umaknejo in si ustvarijo nekaj prostora za manevriranje, se oskrbijo in prerazporedijo na nove obrambne položaje. Rusija poskuša uporabiti zračno moč za obstreljevanje ukrajinskih frontnih linij, a zelo hitro ugotovi, da je to napaka. Nad ukrajinskim nebom prežijo številni ameriški F-22 Raptorji, ki so bili nameščeni v okviru programa Rapid Raptor. Ta vrhunski lovec za zračno premoč na svetu je bil eno prvih ameriških letal, ki je prispelo na prizorišče. Medtem ko lahko Rusija ogroža ukrajinski zračni prostor s protizračno obrambo, nameščeno na svojem ozemlju, so Raptorji predaleč od teh obrambnih sistemov, da bi jih lahko zaznali. Ruska letala doživijo velike izgube, preden je zračna ofenziva nenadoma prekinjena. 4. teden. Prva ameriška oklepna brigadna bojna skupina je prečkala mejo v Ukrajino, druga jih hitro sledi. Pričakovana ofenziva ZDA in Poljske v Kaliningrad se nikoli ne zgodi, saj ZDA nočejo izzvati Rusije k uporabi jedrskega orožja z neposredno invazijo na njeno ozemlje. Namesto tega so ruske enote znotraj vojaške enklave zatrte z nenehnimi zračnimi napadi nanje. Amerika ni dosegla popolne zračne premoči, ampak prevlado v zraku v regiji. Prvič v zgodovini se v boju spopadajo ruski in ameriški oklepniki. Obe strani sta se na ta konflikt pripravljali desetletja, vendar sta po koncu hladne vojne korupcija in šibko gospodarstvo močno načela nekoč mogočne ruske zmogljivosti. Prvi napad se zgodi sredi noči. Ameriške sile, vse do posameznega vojaka, so opremljene z nočno optiko. Ruske sile imajo po drugi strani nočno optiko in termalne naprave le na svojih težkih vozilih, medtem ko ima njihova pehota le nekaj naprav za nočni vid. Amerika je gospodar noči in silovitost ofenzive pretresa ruske sile do temeljev. Ruske bataljonske taktične skupine so ogromne zveri z zelo strogo hierarhično poveljniško strukturo. Ameriške sile pa uživajo veliko stopnjo avtonomije in so spodbujene, da prevzamejo pobudo. Čeprav je ruska bataljonska taktična skupina številčnejša, ZDA napadajo z manjšimi, veliko bolj okretnimi silami. Zmeda bojevanja v temi z malo napravami za nočni vid le še poslabša položaj za ruske branilce. Ruski tanki T-90, T-80 in T-72 so imeli težave proti ukrajinskim tankom. Proti sodobnim tankom M1A2C Abrams, opremljenim z najnovejšimi nadgradnjami in bojujočim se sredi noči, so popolnoma uničeni. Abramsove srebrne krogle, vodene do svojih ciljev s pomočjo naprednih senzorjev in računalnikov za nadzor ognja, prebijajo debel ruski oklep, robovi pa se medtem žgejo in ustvarjajo samo ostrečeč penetrator, kar za rusko posadko pomeni izjemno čustven dogodek. Ruski tanki vračajo ogenj s topovsko izstreljenimi protioklepnimi raketami, vendar je Amerika v ta prvi spopad poslala svojo udarno konico. Čeprav vsak ameriški Abrams ni opremljen s sistemom za protiraketno zaščito Trophy, pa so tanki, ki vodijo napad na ruske linije, opremljeni z njim in izraelsko razviti protiraketni sistemi se izkažejo kot učinkovita obramba proti redkim ruskim tankom, ki preživijo prvi stik. Težava za ruske oklepne sile je, da jih ameriški tanki napadajo z večjih razdalj, kot jih sami zmorejo, zahvaljujoč naprednejšim računalnikom za vodenje ognja in namerilnim sistemom, s katerimi so Abramsi opremljeni. Medtem ko Rusija v Ukrajini ni uspela uporabiti svoje pehote za zaščito oklepnih sil pred protitankovskimi ekipami, ZDA te napake ne ponavljajo, saj ofenzivo spremljajo mehanizirane pehotne enote, ki hitro napadejo in nevtralizirajo žarišča odpora, ki ostanejo za silovitim oklepnim napadom. Še enkrat, sposobnost ameriških sil, da vidijo v temi, jim daje nepremagljivo prednost pred tehnološko precej manj naprednimi nasprotniki. Letala za bližnjo zračno podporo sodelujejo s kopensko ofenzivo pri obstreljevanju ruskih položajev. Slavni A-10 Varthogi sejejo opustošenje s svojimi ogromnimi topovi GAU-8 Avenger kalibra 30 mm, medtem ko F-15 in F-35 zagotavljajo zračno zaščito pred morebitnim udorom ruskih migov. Izstrelki za napade z varne razdalje uničilo številne ruske protiletalske sisteme dolgega dosega na območju spopadov. SEAD operacije pa so močno oslabile številne protiletalske obrambe tik čez rusko mejo, ki bi lahko ogrožale zavezniška letala v Ukrajini. Kampanja je bila za ameriško letalstvo in mornarico zelo draga, vendar so koristi vredne cene, saj ameriška letala za bližnjo zračno podporo neusmiljeno obstreljujejo ruske položaje.
Protiletalska obramba kratkega dosega je veliko težja tarča za uničenje, zato kar nekaj ameriških helikopterjev Apache postane žrtev teh sistemov in prenosnih raketnih orožij za zračno obrambo. Vzdržljiva letala A-10 pa se izkažejo za veliko težje uničljiva, saj so bila zasnovana prav za preživetje v tovrstnih obsežnih spopadih v času hladne vojne. Na splošno pa ruska zračna obramba povzročile manjše izgube ameriški zračni floti, preden je sama uničena. Medtem ko Rusiji popolnoma spodleti pri izvajanju delovanja Združenih rodov, ZDA ruskim slabo financiranim in slabo usposobljenim silam pokažejo pravo mojstrstvo sodobnega bojevanja Združenih rodov. 5. teden. Dodatne ameriške oklepne brigadne bojne skupine se premaknejo v Ukrajino. Ameriške sile zamenjajo ukrajinske sile vzdolž ruske fronte in izčrpanim branilcem omogočijo počitek in okrevanje. Glavni napad ameriškega napredovanja je usmerjen proti Hersonu, kjer se ameriške sile trenutno borijo v mestnih spopadih proti ruskim silam za osvoboditev mesta. Ameriška pehota je zelo izkušena v mestnem bojevanju zaradi 2 desetletij bojevanja v Iraku in Afganistanu. Toda teren daje prednost branilcem. Ameriške žrtve so precejšnje, vendar zračno premočjo in boljšo usposobljenostjo ameriške sile izrivajo Ruse iz Hersona. Prebivalstvo, ki je ostalo v obleganem mestu, pozdravlja Američane kot osvoboditelje in jim pomaga v boju proti ruskim silam, kar Rusom še dodatno otežuje položaj. Zunaj Hersona ameriške specialne enote vsakodnevno izvajajo nočne napade na ruska logistična omrežja in s tem ohromijo oskrbovalne operacije v Herson. Prednost, ki jo imajo ameriške enote po noči, jim daje pomembno prednost pred Rusi, prav tako pa tudi dejstvo, da jim lokalno prebivalstvo nudi popolno podporo. O poljski meji s Kaliningradom so spopadi pogosti, vendar ni obsežnih bojev. Poljske sile so ustvarile mogočno obrambno fronto, da bi preprečile Rusom vdor na Poljsko. Toda do zdaj so ameriške in poljske zračne sile popolnoma uničile ruska protizračna omrežja v vojaški enklavi. Vsaka ruska enota, ki bi ogrožala Poljsko, je takoj napadena. Izgube so bile velike za obe zračni sili, vendar so bile ruske izgube še večje. Ne le, da so poljska in ameriška letala veliko sodobnejša, Rusijo pri poskusih obrambe pred nenehnimi zračnimi napadi preganjata tudi dediščina notranje korupcije in slabo vzdrževanje. Število poletov ruskih letal skoraj takoj močno upade in si nikoli ne opomore dovolj, da bi omogočilo učinkovito obrambo. Da bi bilo še huje, je pomanjkanje ključnih elektronskih komponent dodatno ohromilo rusko zračno obrambo. Že med sovražnostmi z Ukrajino je ruski vojski začelo zmanjkovati raket za zračno obrambo, zdaj pa so skoraj vse zaloge, namenjene uporabi v primeru vojne z NATO-om, skoraj izčrpane. Domačega dopolnjevanja zalog pa ni. V enem ali 2 tednih bodo Rusi ostali le še pri protiletalskih topovih iz časa hladne vojne, ki so popolnoma neučinkoviti proti ciljem na veliki višini, čeprav še vedno predstavljajo grožnjo nizkoletečim letalom. Ob koncu prvega meseca bojev je ruska vojska v hudi stiski. Že je izčrpana po 2 mesecih bojev v Ukrajini. Večina ameriške kopenske bojne moči še ni na prizorišču, vendar je že na poti. In tisti elementi, ki že delujejo v Ukrajini, izvajajo izjemen pritisk na demoralizirane in izčrpane ruske vojake. Ameriške izgube so majhne, ruske žrtve so velike, številni njihovi dosežki v Ukrajini pa so bili že izničeni. ZDA še niso začele velike ofenzive proti ruskim silam, saj čakajo, da bo večina njihovih bojnih enot v državi, preden sprožijo obsežen napad vzdolž 1300-kilometrske fronte na vzhodu države. Za zdaj Američani okrepijo izčrpane ukrajinske branilce in jih razbremenijo, da se lahko preorganizirajo in oskrbijo z nujno potrebnimi zalogami. Le v Hersonu so Američani začeli pravo ofenzivo z namenom odpreti koridor do Krima. 6. teden. Ukrajinske sile in njihovi ameriški zavezniki končajo rusko okupacijo Hersona. Mesto je edini kraj, kjer so ameriške sile utrpele večje izgube. Po vsej široki odprti ravnini vzhodne Ukrajine so ameriške sile ostale v obrambnih položajih in odbijale začetne poskuse Rusov, da bi jih potisnili nazaj. Zdaj fronta obstane v strateškem zastoju, medtem ko ZDA čakajo na prihod večine svoje ognjene moči. V zraku pa se vojna nadaljuje. Ameriške sile dan in noč delujejo, da bi izčrpale rusko zračno obrambo. Uporaba dronov, izstrelkov za napade z varne razdalje in letal F-35 pomaga zmanjšati sicer zelo visoke izgube. Prav tako pa tudi dejstvo, da Rusiji hitro zmanjkuje raket za zračno obrambo. Turčija dovoli prehod ameriškim vojnim ladjam v Črno morje, kar privede do kratkega, a intenzivnega spopada med rusko in ameriško mornarico. Rusi so uspeli potopiti 2 ameriška rušilca v zameno za skoraj celotno svojo črnomorsko floto, ki je prisiljena ostati v pristanišču ali delovati pod grožnjo, da bo potopljena. Te ladje so kmalu uničene na privezu strani ameriških stealth letal. Ameriški marinci prispejo v Odeso, da začnejo priprave na amfibijski napad na Krim. 9. teden. V eni najhitrejših mobilizacij v zgodovini so Združene države v 2 mesecih poslale ogromno bojne moči v Ukrajino. Bitka za Ukrajino se bo zdaj zares začela. 10. teden. Ruske sile imajo svoje oskrbovalne linije nenehno motene zaradi operacij ameriških letalskih in specialnih enot.
Streliva je na celotni fronti malo, prav tako hrane, zdravil in morale. Rusija je vstopila v to vojno s premajhno logistično floto, zdaj pa so po uničenju stotin njenih tovornjakov njena logistična omrežja na robu popolnega kolapsa. Ruske sile so bile prisiljene umakniti se za več 10 milj vzdolž fronte, vendar ne zaradi vojaških akcij, temveč zato, ker je bilo treba oskrbovalne linije skrajšati, da bi lahko enote še naprej oskrbovali zmanjšano transportno floto. 20 000 dodatnih ruskih vojakov je prispelo v državo, velika večina med njimi so naborniki. Ti vojaki so slabo opremljeni in imajo izjemno nizko moralo. Fronta je bila 2 tedna mirna, a vse to se bo kmalu spremenilo. V silovitem nočnem napadu ameriške sile prodrejo naprej čez široko fronto v vzhodni Ukrajini. Uporaba nočnih operacij spravi Ruse v zmedo, saj jim še vedno primanjkuje zmogljivosti za nočno bojevanje v kakršnemkoli pomembnem obsegu. Le v mestih se ofenziva upočasni, saj se boji spremenijo v naporno borbo od bloka do bloka, kar ustreza ruskim okupatorjem. Prodor na Krim razdeli ruske sile na 2 dela, medtem ko ameriški in ukrajinski marinci hkrati izvedejo amfibijski napad zunaj Sevastopola. Operacija terja visok davek. Ruski odpor je tukaj močnejši po 8 letih okupacije Krima, vendar pa hiter prodor ameriških oklepnih sil na Krim odreže Sevastopol od preostale Rusije. Namesto da bi poskušale zavzeti mesto z močjo, ga ameriške in ukrajinske sile obkolijo in odrežejo od oskrbe. Civilistom pa omogočijo pobeg skozi humanitarne koridorje, medtem ko ruske sile zadržujejo na mestu. Odrezani od zunanje oskrbe bodo sčasoma ali umrli od lakote, ali pa bodo prisiljeni v predajo. Ko bodo ameriške sile do konca tedna v Mariupolju in bo v zadnjih 2 mesecih usposobljenih in opremljenih 100 000 ukrajinskih vojakov, se bo Rusija soočila z izbiro. Priznati poraz v Ukrajini in se umakniti na lastne meje, nadaljevati z nesmiselno obrambo okupiranih ozemelj, ki je obsojena na neuspeh z velikimi izgubami lastnih vojakov, ali pa razširiti konflikt z uporabo jedrskega orožja. V tem, kar je postalo sodobna puščavska nevihta, so ameriške sile in njihovi poljski zavezniki v sodelovanju z ukrajinskimi branilci v nekaj tednih izničili večino ruskih pridobitev. Odločilni dejavniki so boljša morala, usposobljenost, oprema in dejstvo, da Rusija že tedne ni sposobna ustrezno oskrbovati svojih sil. A zmaga ni prišla brez žrtev za ZDA in Poljsko. Tisoči so mrtvi in ranjeni, izguba letal pa je pomembna. Zaloge zračne obrambe in raket za napade na kopnem so bile prav tako močno izčrpane. Obnova bo trajala leta in bo ameriško vojsko pustila ranljivo za morebitno nenadno agresijo Kitajske v Tihem oceanu. Ena največjih sodobnih slabosti Amerike je pomanjkanje zmogljivosti za robustno industrijsko mobilizacijo, zaradi česar lahko nadomešča izgube, rakete in opremo le počasi in postopoma, kar bo trajalo večji del desetletja. Rusija je na vojnem pohodu in če bo uspešna v Ukrajini, se tam verjetno ne bo ustavila. Litva je s podporo EU ustavila pretok vojaškega in gospodarskega materiala v rusko enklavo Kaliningrad, kar je sprožilo grožnjo z rusko invazijo kot povračilni ukrep. Na drugem koncu sveta Kitajska kaže svojo moč, saj grozi Združenim državam Amerike zaradi njihove nadaljne podpore Tajvanu. Strahovi pred 3. svetovno vojno se iz dneva v dan povečujejo, Združene države Amerike pa jih jemljajo zelo, zelo resno. Preden se pogovorimo o tem, kako se ZDA pripravljajo na 3. svetovno vojno, moramo najprej vedeti, kaj počnejo njihovi potencialni sovražniki. Kitajska se že dolgo pripravlja na soočenje z ZDA, saj si prizadeva postati vodilna svetovna velesila. Trenutno Kitajska še ne izpolnjuje pogojev za svetovno velesilo, pogojev, ki jih trenutno izpolnjujejo le ZDA. Toda ob osupljivi gospodarski in vojaški rasti bi lahko minilo manj kot desetletje, preden bo Kitajska komunistična partija lahko projicirala svojo moč po vsem svetu. Kitajske priprave na obračun z Zahodom vključujejo izrinjanje Združenih držav Amerike kot najpomembnejše gospodarske sile na svetu. Ima tudi zaščitne ukrepe za lastne gospodarske interese v primeru gospodarske vojne proti ZDA. In da bi dosegla ta cilj, je leta 2013 začela pobudo pasu in ceste. Ta izjemno ambiciozen načrt je vključeval gradnjo novih kopenskih in morskih trgovinskih poti po vsem svetu, da bi Kitajsko gospodarsko povezali z državami vse od Evrope do Afrike. Da bi to dosegla, država ni vlagala le v lastno infrastrukturo, temveč tudi v gradnjo trgovinske infrastrukture v drugih državah. Vendar pa je partnerstvo Kitajske z gostiteljskimi državami večinoma izjemno plenilsko. Ponujajo gospodarska posojila za gradnjo velikih projektov, ki obljubljajo gospodarsko blaginjo, kot so pristanišča in ranžirne postaje. Vendar pa pogoji teh posojil pogosto določajo, da morajo biti za gradnjo najeta kitajska podjetja, kar pušča malo delovnih mest za domačine. Obrestne mere za ta dolžniška past so pogosto tako visoke, da je revna država tretjega sveta skoraj zagotovo obsojena na neplačilo dolga. Med kaznimi za neplačilo dolga so tudi klauzule, kot je ta, da ima Kitajska izključne pravice do infrastrukture, ki jo zgradi, in to za obdobje dolgo celo stoletje. To je v bistvu sodobna različica mehkega kolonializma.
Kitajski načrt je, da ima močan vpliv na trgovino z blagom po vsej Aziji, Bližnjem vzhodu in Afriki, s čimer se postavlja v zelo močan položaj za narekovanje geopolitike v svoji vse večji sferi vpliva. Naslednja priprava Kitajske na vojno z ZDA vključuje zavarovanje njenih ranljivih trgovinskih poti skozi Južno Kitajsko morje ter zelo dragocenih naftnih in zemeljskoplinarskih nahajališč v regiji, pa tudi preostalih bogatih ribolovnih območij. Ta prizadevanja so se začela z gradnjo umetnih otokov leta 2013, ki se je nadaljevala brez nasprotovanja, kljub mednarodni razsodbi Meddržavnega sodišča v Hagu, da je takšno gradnjo otokov v gospodarskih izključnih conah okoli njih nezakonito. Tudi pritisk iz tujine Kitajske ni ustavil pri prisvajanju pravic do naftnih zalog sosednjih držav, kot je Vietnam, ali pri uporabi svoje obalne straže za ustrahovanje in izrivanje trgovskih in ribiških flot drugih držav iz njihovih lastnih teritorialnih voda. Ti otoki so zdaj postali močno utrjene vojaške postojanke, ki vključujejo sodobno raketno obrambo, vzletno-pristajalne steze, dovolj dolge za jurišna letala dolgega dosega in vse večje omrežje nadzornih sredstev. Vse je namenjeno enemu cilju – zaznati, slediti in uničiti mornarico ZDA. Dodatne priprave so vključevale tudi dodajanje več 10 novih ladij v ljudsko-osvobodilno mornarico, ki je zdaj uradno največja na svetu. Nedavno je Kitajska dobila drugo letalonosilko, ki bo čez nekaj let pripravljena na boj in bo močno povečala doseg KPK na vseh pomembnih morskih in zračnih področjih. Z večjo agresivnostjo Rusije v Evropi obstaja resna skrb, da bi se ti dve državi lahko povezali v poskusu, da bi obrnili trenutni svetovni red pod vodstvom ZDA na glavo. Kljub naraščajočim zmogljivostim, Kitajska še vedno nima moči, da bi premagala ZDA v neposrednem spopadu, zato bi lahko upala, da bo z zavezništvom z Rusijo razdelila pozornost ZDA in tako prisilila Ameriko, da izbere med bojem proti Kitajski v Pacifiku ali Rusiji v Evropi. Desetletja so Združene države Amerike vzdrževale politiko, da imajo dovolj močno vojsko, da bi lahko hkrati vodile in zmagale v dveh vojnah proti skoraj enakovrednim nasprotnikom. Vendar pa je s hitrim vzponom Kitajske to uradno postalo nemogoče brez bankrota ZDA. Zato je bila Amerika prisiljena sprejeti dejstvo, da lahko premaga le enega skoraj enakovrednega nasprotnika naenkrat. Vprašanje je, kako se ZDA pripravljajo na to, glede na vse večjo verjetnost, da bosta Kitajska in Rusija začeli tretjo svetovno vojno. Najprej se lahko zdi situacija v Tihem oceanu resna, zaradi številčno močnejše kitajske mornarice, vendar pa prava mera mornariške moči ni število plovil, temveč število bojnih raket. To je število raket, ki jih lahko obe mornarici uporabita druga proti drugi. ZDA imajo približno 10 tisoč raket, medtem ko jih ima kitajska mornarica po ocenah okoli 2000. Čeprav so se te številke spremenile in se bodo še naprej spreminjale, ko bo Kitajska uvajala večja plovila in se bo sestava obeh mornaric spreminjala, ocenjujejo, da bi Kitajska do leta 2030 lahko dosegla 2/3 zmogljivosti ZDA na področju bojnih raket. Prva obrambna linija ZDA proti Kitajski je kraj, ki bo verjetno ničelna točka za tretjo svetovno vojno – Tajvan. Majhna otoška demokracija se je odcepila od celine, potem ko so bili nacionalisti po drugi svetovni vojni izgnani s strani komunistov. Od takrat je nekdanja diktatura postala živahna demokracija, ki je zavrnila ponovno združitev in se ni želela podrediti kitajski komunistični partiji. Zavarovanje Tajvana ni pomembno le za vse bolj zaostren globalni spopad med avtoritarnostjo in demokracijo, ampak tudi zaradi zelo pomembnih političnih in gospodarskih razlogov. Prvič, Tajvan proizvede približno 50% svetovnih polprevodnikov, potem ko so ameriška podjetja zaradi visokih stroškov prenehala s proizvodnjo doma. Polprevodniki so pomembni za vsako napravo v vašem življenju. Svetovno gospodarstvo dobesedno temelji na njih in postali so tako dragoceno blago kot plin in nafta. Kitajska sama proizvede med 25 in 30% svetovne zaloge polprevodnikov. Če bi Kitajska zavzela Tajvan, bi imela pod nadzorom 3/4 svetovne zaloge polprevodnikov. To bi Kitajski omogočilo, da učinkovito ustavi gospodarstvo katerekoli države, ki se z njo ne strinja, preprosto tako, da ji prepove prodajo polprevodnikov, s čimer bi Kitajska pridobila izjemno moč za nadaljni nadzor nad svetovnimi zadevami in zmanjšala sposobnost Zahoda, da nasprotuje njenemu avtoritarizmu. Tajvan je tudi politično pomemben, saj je del tako imenovane prve otoške verige. To je veriga otokov, ki se razteza od Japonske do Filipinov in deluje kot dejanska fizična ovira za širjenje kitajskega vpliva v Pacifiku. Če bi Kitajska zavzela Tajvan, ne bi le razbila te skrbno orkestrirane strategije zadrževanja, ampak bi Kitajski omogočila tudi, da učinkovito onemogoči sposobnost Japonske, da se ji upre. S letali in ladjami nameščenimi ob Tajvanu bi Kitajska lahko ciljala na japonske komunikacijske linije in trgovske poti, ki prečkajo Pacifik, ter državo obkolila, jo prisilila v podrejenost pod grožnjo gospodarskega izstradanja. Če Kitajska zavzame Tajvan, bodo ameriške zaveze za obrambo Filipinov in Japonske postale veliko težje, če ne celo nemogoče. Za obrambo Tajvana so ZDA sklenile več dogovorov in državi prodale napredne orožarske sisteme, od lovskih letal do zračne in raketne obrambe. Ameriški vojaški svetovalci že leta tesno sodelujejo s tajvanskimi kolegi, da bi državo pripravili na invazijo.
Kljub grožnjam Kitajske se tok ameriškega orožja na Tajvan neprekinjeno nadaljuje. In nedavno je ameriški predsednik Joe Biden prvič javno izrekel nepriznano resnico v ameriški politiki. Združene države bodo priskočile na pomoč Tajvanu v primeru invazije. To je Kitajsko močno razjezilo. Tiskovni predstavniki Bele hiše pa so hitro omilili izjavo. Toda kar se je zdelo kot politična napaka, je bila verjetno še ena izmed intrig, namenjenih nadaljevanju ameriške strategije, da Kitajsko ohranja v negotovosti glede tega, kako bi ZDA lahko reagirale na invazijo. Če Kitajska ne more natančno predvideti, kaj bodo ZDA storile v primeru invazije na Tajvan, to povzroča zmedo in dvom med kitajskim vodstvom. Ali naj Kitajska pripravi svoje gospodarstvo na val globalnih sankcij, kot jih je prejela Rusija po invaziji na Ukrajino, ali naj pričakuje, da bodo ameriški F-18 preplavili nebo nad Tajvanom in potopili njihovo invazijsko floto. Strateška nejasnost je močno orodje, politično gledališče pa je odličen način za njeno ustvarjanje. Toda ZDA ne načrtujejo, da bi se v vojni proti Kitajski borile same. V ta namen so pomagale povečati zmogljivosti zaveznikov, kot sta Japonska in predvsem Avstralija, ki je pred kratkim podpisala vojaški sporazum o sodelovanju z Združenimi državami in Združenim kraljestvom. Sporazum ne bo zagotovil le varnostnega sodelovanja med državami, temveč bo Avstraliji pomagal tudi pri oborožitvi s floto jedrskih napadalnih podmornic. To Kitajce zelo skrbi, saj so pred kratkim poskušali Avstralijo odvrniti od njenega odnosa z ZDA, vendar ta taktika na koncu ni uspela. Čez 10 let se Kitajska morda ne bo soočala le z ameriškimi in britanskimi podmornicami, temveč tudi z avstralskimi, kar bo vojno mornarico Ljudske osvobodilne vojske in njene ključne pomorske trgovske poti postavilo pod večje tveganje. Kitajska večino svoje nafte in plina uvaža po svojih pomorskih trgovskih poteh in prav to nameravajo ZDA v primeru vojne napasti, da bi zadušile kitajsko gospodarstvo. Nedavno so bila varnostna srečanja med Japonsko, Indijo, ZDA in Avstralijo ponovno oživljena po premoru v času predsednika Trumpa. Quad, kot ji neuradno pravijo, si prizadeva reševati svetovne probleme, kot so globalno segrevanje, kibernetska varnost in zagotavljanje svobodnega ter odprtega trgovinskega okolja v Pacifiku. To je prikrita namigovanja na razprave kvadrilaterale o tem, kako se najbolje spopasti s kitajsko širitvijo v Južnem Pacifiku. Trenutno kvadrilaterala nima vojaških obveznosti med članicami, vendar se to lahko v prihodnosti spremeni, saj predsednik Joe Biden postavlja Južni Pacifik in soočanje s Kitajsko kot eno izmed prednostnih nalog ZDA. Indija je edina država v kvadrilaterali brez formalnega varnostnega sporazuma z ZDA in je zgodovinsko zavračala podpis kakršnihkoli varnostnih partnerstev s katerokoli državo. Vendar se to lahko kmalu spremeni, saj se napetosti med Indijo in Kitajsko stopnjujejo in postaja jasno, da Indija sama ne more zmagati v vojni proti močnejši kitajski vojski. Vključitev Indije v mrežo varnostnih zavezništev v Južnem Pacifiku bi Kitajsko dejansko obkolila z vseh strani. Še pomembneje pa bi zavezniške ladje in letala postavila neposredno na pot kitajskim trgovskim potem skozi Indijski ocean. Toda Združene države Amerike sprejemajo tudi zelo konkretne ukrepe za soočenje s Kitajsko. Vojna s Kitajsko bi potekala na morju in v zraku, zelo malo neposrednega spopada med Ljudsko osvobodilno vojsko in kopensko vojsko ZDA. To bo vojna ladij in letal, ne tankov in artilerije, in ZDA se na to ustrezno pripravljajo. V poskusu priprav na morebitni spopad s Kitajsko v zraku so ZDA pospešile nabavo letal F-35 in postavile vzpostavitev operativnih eskadril teh lovcev 5. generacije kot najvišjo prioriteto. Vendar sta tako mornarica kot letalske sile izrazili zadržke glede trenutne pripravljenosti letala F-35, zaradi česar sta obe službi, poleg naročil F-35, naročili tudi nadgrajena starejša letala, kot sta F-15 Eagle za ameriške letalske sile in F-18 Super Hornet za ameriško mornarico. Da bi se zoperstavila grožnji kitajskih raket, vključno z zelo obsežnim arzenalom balističnih raket, ki lahko ciljajo ameriške ladje daleč na morju, je mornarica začela povečevati število plovil z opremo Aegis v svoji floti. Od leta 2015 je mornarica začela tudi opuščati strategijo prevlade na morju, ki temelji na letalonosilkah in jo uporablja od konca hladne vojne. S padcem Sovjetske zveze je ameriška mornarica uživala neprimerljivo premoč in popolno svobodo delovanja kjerkoli na svetu, zato so bile površinske flote zadolžene predvsem za zaščito letalonosilk. Sposobnosti za bojevanje proti podmornicam in površinskim ladjam so opešale, saj se je mornariška strategija popolnoma osredotočila na velike letalonosilke. Zdaj ameriška mornarica znova pripravlja svoje posadke, da se bodo lahko spopadle s skoraj enakovrednimi nasprotniki v bitkah ladja proti ladji. Podmornice so drugo največje ameriško mornariško orožje, takoj za letalonosilkami, a jih večina sveta skoraj popolnoma pozablja, kar jim pravzaprav povsem ustreza.
Trenutno imajo ZDA floto 68 podmornic in stare hitre napadalne podmornice razreda Los Angeles iz časa hladne vojne zamenjujejo z novimi podmornicami razreda Virginia. Naložbe v podmornice so se v zadnjem času ustavile, načrti za nabavo pa zaostajajo, vendar imajo Združene države še vedno pomembno prednost v podvodnem bojevanju, čeprav ima Kitajska večjo floto manj naprednih podmornic. Področje hipersoničnih izstrelkov je prejelo veliko pozornosti, odkar je bilo objavljeno, da ZDA zaostajajo za Rusijo in Kitajsko pri njihovem razvoju. Vendar obstaja nekaj dezinformacij in zmede glede te tehnologije, zaradi česar se zdi, kot da imata Rusija in Kitajska v tem področju pomembno prednost pred ZDA, čeprav temu v resnici ni tako. Prvič, vsaka balistična raketa je hipersonična in nedavni kitajski testi, kjer je hipersonična raketa obkrožila svet, niso posebej impresivni z vojaškega vidika. Tehnično gledano, to preprosto ne prinaša nobenih dodatnih zmogljivosti, ki jih že ne bi imeli. Prava grožnja hipersoničnih raket izhaja iz manevrirajočih hipersonikov. To so rakete, ki ne le da letijo s hipersonično hitrostjo, ampak lahko med tem tudi manevrirajo, zaradi česar jih je izjemno težko prestreči. Na tem področju se vse tri države še vedno trudijo uvesti popolnoma operativne rakete v uporabo, vendar so Združene države Amerike v zadnjih testih dosegle velik napredek. Eno področje, kjer ZDA morda dejansko zaostajajo, je razvoj naprednih daljnosežnih zrak-zrak raket. Nedavne fotografije kitajskih letal kažejo, da je Kitajska začela uvajati napredne rakete za delovanje zunaj vidnega polja, medtem ko so ZDA še vedno večinoma opremljene z raketo AIM-120, ki je sicer izjemno zmogljiva in v boju preizkušena raketa zrak-zrak, vendar je učinkovita le na srednjih razdaljah. Vendar pa Pentagonov program F-3R želi izboljšati zmogljivosti ameriških raket zrak-zrak, ne le z znatnim povečanjem njihovega dosega, temveč tudi z izboljšanjem učinkovitosti v elektronsko motenem okolju. Nova generacija ameriških raket bo imela dvosmerne podatkovne povezave, z GPS izboljšane inercialne merilne enote, razširjeno območje, iz katerega tarča ne more uiti za povečanje smrtonosnosti, ter izboljšano sposobnost zajema ciljev z velikim odklonom od osi. To pilotom omogoča, da izstrelijo rakete, ne da bi bilo njihovo letalo usmerjeno neposredno proti sovražniku, s čimer zmanjšajo svojo ranljivost. Naslednji korak za ameriške lovce pa je AIM-260, ki bo omogočal delovanje zunaj vidnega dosega in se kosal z nasprotnikovimi raketami daljšega dosega. Hkrati pa bo vključeval preizkušene in zanesljive tehnologije AIM-120. Toda tretja svetovna vojna bo verjetno vključevala tudi spopade proti Rusiji v Evropi, saj bosta Kitajska in Rusija v takšnem scenariju najverjetneje sodelovali. To bo partnerstvo iz koristi, ne pa po lastni izbiri, saj so odnosi med državama v najboljšem primeru težavni, Rusija pa je vse bolj nezadovoljna s svojim položajem mlajšega partnerja. Z rusko invazijo na Ukrajino se je ruska vojska izkazala za nesposobno, skorumpirano in neučinkovito pri vodenju sodobne vojne 21. stoletja. Kljub precejšnji premoči v ognjeni moči se je ruska ofenziva v Ukrajini skoraj povsem ustavila. In to se dogaja, čeprav se ruske sile soočajo z nasprotnikom, ki ima le delček zmogljivosti ameriške vojske. Preprosto povedano, edina resnična grožnja, ki jo lahko Rusija prinese v scenarij svetovne vojne, je njihova jedrska moč. Ker večina ameriške vojske ne bi sodelovala v operacijah na Pacifiku, bi Rusijo zlahka zadržale trenutne ameriške kopenske sile, medtem ko bi NATO primanjkovalo ključnih letalskih sredstev. To so vrzeli v zmogljivostih, ki jih zračne sile NATO zlahka zapolnijo. Pred 4 meseci bi vam še dodatnih 10 minut razlagali, kako se ZDA pripravljajo na spopad z Rusijo. Danes, potem ko smo videli, česa je ruska vojska sposobna, nam tega iskreno ni treba več razlagati. Čeprav bi zmaga imela svojo ceno, bi NATO najverjetneje dosegel prepričljivo zmago nad ruskimi oboroženimi silami. Edina resnična grožnja, ki bi jo Rusija predstavljala, bi bila v prvih nekaj tednih, ko bi bila večina ameriške ognjene moči še na poti čez Atlantik in pripravljena na boj. To pušča baltske države in Poljsko ranljive, vendar bi bila napotitev NATO-vih sil za hitro odzivanje verjetno dovolj, da upočasni začetno rusko ofenzivo in močno omeji njene pridobitve, dokler evropski partnerji NATO ne bi mogli v celoti mobilizirati svojih lastnih vojsk. Ameriška strategija za zajezitev ruske agresije v naslednji svetovni vojni je zato osredotočena na pripravo evropskih partnerjev, da bolje branijo svojo celino in niso tako odvisni od ameriške vojske, saj bo konflikt s Kitajsko zahteval večino ameriške pomorske in zračne moči. Pacifik je tisti, kjer se bo odvijala prava vojna, in po osupljivih porazih v Ukrajini je malo verjetno, da bi se Rusija prostovoljno spustila v tretjo svetovno vojno proti NATO. Če živite v kateri od teh držav, se pripravite na uničenje, saj bodo ta območja v tretji svetovni vojni popolnoma izravnana z zemljo. Ko ljudje pomislijo na tretjo svetovno vojno, pomislijo na popolno jedrsko izmenjavo. Vendar je resnica, da bo tretja svetovna vojna najverjetneje ostala konvencionalna, saj noben svetovni voditelj nima samomorilske želje po uničenju celotne človeške rase. To ne pomeni, da konvencionalna vojna ne bo popolnoma uničujoča. Vse, kar je treba storiti, je pogledati vojno v Ukrajini, ki je opustošila velike dele pokrajine in jih spremenila v prizorišče postapokaliptičnega filma Pobesneli Max.
Tovrstnega uničenja sodobni opazovalci niso vajeni, predvsem zaradi natančnega orožja, ki ga uporabljajo zahodne vojske in ki bistveno zmanjšuje stransko škodo. Če je vojna v Ukrajini kaj pokazala, je to, da Zahod porabi ogromno sredstev za omejevanje stranske škode, čeprav to ni zgolj iz čistega altruizma. Natančno orožje preprosto deluje bolje. Toda manj razvite vojske, kot sta ukrajinska in ruska, se za dosego svojih ciljev zanašajo na množično obstreljevanje. V zadnjem času Ukrajina prejema vedno več natančnega orožja, vendar je večina njenega daljnosežnega obstreljevanja in napadalnih zmogljivosti na kopnem še vedno nevodena. Rusija je sprva imela večje zaloge natančnega orožja, vendar jih je bilo že od začetka malo in jih je vedno manj. Da bi bilo še huje, Rusija namerno uporablja svoje natančno orožje proti civilnim ciljem, saj so za Rusijo vojni zločini le del vojne. In to ni zgolj naše obrekovanje Rusije, to je dobesedno način, kako je ta država v preteklosti vodila in poskušala zmagati v konfliktih. Med obema vojnama v Čečeniji je Rusija popolnoma zravnala z zemljo, to malo odcepljeno republiko, in se zatekla k množičnemu topniškemu obstreljevanju, da bi uničila trdovratno vkopane branilce. To je zato, ker je ruska vojska v osnovi šibka in nesposobna za takšno urbano bojevanje, v katerem so vojske, je ameriška, pokazale visoko stopnjo usposobljenosti med vojnama v Iraku in Afganistanu. Slaba struktura sil, slabo ali neobstoječe usposabljanje in grozna doktrina vse skupaj ustvarjajo vojsko, ki ni sposobna zmagati v boju od hiše do hiše v mestni vojni, kakršna je bila v Čečeniji, kljub temu, da je imela nasprotnika številčno močno preseženega. Rusko brezobzirno in neselektivno uničevanje ni le nadomeščanje pomanjkljivosti v osnovni bojevalni usposobljenosti. Je tudi del ruske strategije za zmago v vojni. Civilisti so legitimna tarča za rusko orožje, ker mrtvi civilisti demoralizirajo tiste, ki so še živi. Medtem ko Zahod pošteno poskuša omejiti civilne žrtve, je Rusija preveč dobro seznanjena s terorizirajočim in demoralizirajočim učinkom množičnega pobijanja neborcev na uporniško prebivalstvo. Zato je Rusija napadala bolnišnice tako v Čečeniji kot v Siriji. In zakaj je posebej izbrala napad na gledališče v Ukrajini, kjer so se skrivale družine, čeprav je bila zunaj napisana beseda otroci v ruščini. Ocenjuje se, da je Rusija v tem napadu lahko ubila do 600 ljudi, med katerimi je bilo veliko otrok. Vendar to ni le primer samovoljnega pilota, kot je pokazal množični pokol v Buči. Mučenje in množični poboji so preprosto način, kako se Rusija bori, in skupine, povezane z Rusijo, kot je Wagner, niso nič drugačne. Marca letos je svet slišal pričevanje borca Wagnerja, ki je pripovedoval, kako je po ukazu ustrelil otroke, stare komaj 6 let, da bi iztrebil vse ukrajinske civiliste, na katere so naleteli. Ko so ga o tem vprašali, je rekel, da bi to storil znova, če bi mu ukazali. Glede na to, da bo Rusija potencialni nasprotnik v scenariju Tretje svetovne vojne, je to zelo slaba novica za vse njene sosede, ki lahko pričakujejo enako obravnavo. Rusija bi bila kriminalno neumna, če bi kmalu poskušala začeti vojno proti NATO, vendar kriminalna stopnja neumnosti nikoli ni bila ovira za rusko odločanje. Bolj realen scenarij pa je, da je ponižana Rusija prisiljena umakniti se iz Ukrajine in celiti svoje rane. Podobno kot Hitlerjeva Nemčija v predvojnih letih bi lahko Rusija čakala na svojo priložnost in ponovno zgradila svoje vojsko, in to veliko hitreje, kot je to storila Nemčija. Ne pozabite, do danes je NATO prepovedal Ukrajini neposredno napadati Rusijo, kar pomeni, da so ruska proizvodnja in logistična omrežja ostala popolnoma nedotaknjena. Lahko bi se posmehovali in izpostavili slabo delovanje ruske vojske danes, pri tem pa prezrli njihov potencial, da bi predstavljali grožnjo v prihodnosti. Navsezadnje je Zahod dokazal, da ima boljšo opremo in boljšo doktrino. Hude sankcije pa so učinkovito ohromile sposobnost Rusije za izdelavo sodobnega orožja. To bi bila nevarna pocenitev grožnje, ki jo Rusija še vedno lahko predstavlja za Zahod. Ena lekcija, ki so se obe strani naučili iz tega konflikta, je izjemno hitra poraba sodobne bojne opreme med vojno, med dvema industrijskima silama. Da, Zahod ima veliko boljšo in zmogljivejšo opremo, vendar je te opreme nevarno malo in je iz dneva v dan manj. Združeno kraljestvo ima med 700 in 1000 raket Storm Shadow in čeprav je bilo zelo skrivnostno glede tega, koliko jih je poslalo v Ukrajino, ocenjujejo, da je poslalo najmanj približno 10% svojih zalog. Tudi raketa Storm Shadow je trenutno v postopku zamenjave z modernejšo in dražjo različico, čeprav proračun za obrambo Združenega kraljestva komaj dohaja inflacijo, kljub nedavnim povečavam. Zguba je še bolj zastrašujoča, ko govorimo o tankih. To je orožje, ki ga obe strani v vojni v Ukrajini nikakor nimata dovolj. Velika Britanija ima približno 157 tankov Challenger 2, kot je potrdil obrambni dokument, ki je pokazal, da so velik del svoje flote razstavili za nadomestne dele. Tako kot rakete Storm Shadow, tudi Challengerja nadgrajujejo, vendar Združeno kraljestvo pričakuje, da bo zaradi dodatnih stroškov njihova skupna flota Challengerjev ostala nespremenjena ali se celo zmanjšala.
Da, zahodno orožje je veliko zmogljivejše, vendar, ko lahko že protitankovski izstrelek srednjega dosega onesposobi drag zahodni tank, številke nenadoma postanejo zelo pomembne. Tako da, čeprav Rusija morda kmalu ne bo uporabila T-14, tega pravzaprav niti ne potrebuje, saj bi že sama množičnost T-72 predstavljala resno silo za vojske NATO. Čeprav je NATO trenutno motiviran, da bistveno poveča svojo pripravljenost, pa morda ne bo več tako leto ali dve potem, ko bo Ukrajina popolnoma osvobojena in bo Rusija potisnjena nazaj na svoje meje. Evropejci so bili zgodovinsko gledano vedno zelo pripravljeni izkoristiti koristi miru in izjemno neradi vlagali v lastno samoobrambo. To postavlja najbolj ranljive članice NATO neposredno na udarno črto. In govorimo o vas, Latvija, Estonija in Litva. Baltske države so bile zgodovinsko gledano vedno izjemno ranljive za rusko agresijo. In pred vojno v Ukrajini so se številni ameriški vojaški poznavalci bali, da bo Putin kmalu izvedel napad po načelu izvršenega dejstva na eno od baltskih držav. Z zavzetjem in obdržanjem nekaj majhnih vasi bi Putinova invazija sprožila odziv po 5. členu Toda, ali bi NATO res razglasil možno jedrsko vojno zaradi nekaj latvijskih vasi. Do pred kratkim je bil odgovor verjetneje ne, kar bi verjetno povzročilo razpad zavezništva, saj bi zaupanje v njegov 5. člen oslabilo. Rusija danes nima takšnih iluzij, kar pomeni, da bi v naši hipotetični 3. svetovni vojni čez 10 let Rusija poslala ogromno število starejših tankov in oklepnih vozil proti nekaj tisoččlanski NATO-vi hitri odzivni sili. Nikoli ni bilo zares realno pričakovati, da bi NATO uspešno branil baltske države. Še posebej, ker bi moral zato prebiti se skozi Kaliningrad. Toda vstopom Finske v zavezništvo je zdaj mogoče, da bi NATO dejansko lahko zbral dovolj ognjene moči, da bi odgovoril na vdor v baltske države, še preden bi bile te preplavljene. Stari načrt, da bi preprosto osvobodili baltske države, je zdaj morda opuščen, vendar temelji na eni ključni stvari, da NATO namesti pomembno število vojakov prav na Finskem. To je zelo malo verjetno, saj so ZDA ob vstopu države v zavezništvo izjavile, da ni in ne bo načrtov za znatno okrepitev prisotnosti NATO na Finskem. To je bila poteza za pomiritev Rusije in malo verjetno je, da bo NATO spremenil svoje stališče glede tega, tudi če bi se v Rusiji pojavili znaki večjega ponovnega oboroževanja. Kljub vsem svojim prednostim ima NATO eno ključno pomanjkljivost. Je racionalen akter, ki skuša odvrniti povsem iracionalno grožnjo. Rusija ni nora, vendar deluje iracionalno. In to počne namenoma. Putin ve, da ima vzvod nad NATO, dokler deluje iracionalno, s čimer prisili mednarodno zavezništvo, da ravna, kot pravijo, odgovorno. Odgovorni odzivi pa imajo zelo malo odvrčalne vrednosti, kar dokazuje popolna nepripravljenost na rusko invazijo na Ukrajino, kljub temu, da so ZDA sprožile alarm. Zato je zelo verjetno, da bi čez 10 let vojna ponovno ujela NATO nepripravljenega, pri čemer bi se baltske države in Finska znašle neposredno na udaru ogromnih količin ruske oklepne tehnike in artilerije. Če sodimo po Ukrajini, bi te države doživele katastrofalno raven uničenja. Tudi če bi bila Rusija oborožena z orožjem nižje kakovosti, bi še vedno lahko nepripravljenim NATO-vim obrambnim silam zadala zastrašujočo količino ognjene moči. Vsi se radi spominjajo enostranske zmage ZDA nad Irakom, tako v operaciji Puščavska nevihta, kot tudi med drugo invazijo. Toda vsi pozabljajo, da so imele ZDA več mesecev časa za pripravo na akcijo. Ruska invazija bi se lahko zgodila skoraj brez opozorila in če ne bi bilo dovolj vojakov za zoperstavitev ruskim hordam, ne bi bilo pomembno, kako natančno ali učinkovito je zahodno orožje. Spopadi bi povzročili begunsko krizo v baltskih državah in verjetno celo na Finskem. To bi še dodatno zapletlo odziv NATO, saj je Rusija zelo spretna pri uporabi beguncev kot orožja. To je storila v Siriji, namerno preplavila Evropo z begunci in jih usmerjala proti območjem pod nadzorom upornikov, da bi povzročila zmedo in kaos. Ker je človeško življenje tako poceni, bi Rusija množicam beguncev dala eno samo izbiro: pobegnite pred prihajajočimi Rusi, ki namerno pobijajo civiliste. Medtem bi številčno prešibke sile NATO težko usklajevale evakuacijo poleg svojega vojaškega odziva, s čimer bi le še poslabšale položaj branilcev na terenu. Neizogibno bi prišla pomoč in Rusija nima prave možnosti proti združenim silam NATO, vendar bi bila uničenja, ki bi jih lahko povzročila v začetnih fazah konflikta, res ogromna. In to še brez uporabe jedrskega orožja, ki bi imelo tako globalen učinek, da je razprava o njem v tem videu v veliki meri nesmiselna. Če zamenjamo temo, je Pacifik pravzaprav najbolj verjeten kraj, kjer bi se lahko začela 3. svetovna vojna. Čeprav je Rusija pomembna grožnja, je zelo malo verjetno, da bi po izgubi vojne v Ukrajini ostala politično enotna ali celo dovolj motivirana, da bi proti NATO maščevalno čakala na svojo priložnost. Kitajska pa je danes pripravljena na vojno. Ko pomislimo na vojno v Pacifiku, sta dve očitni žarišči: korejska demilitarizirana cona in Tajvan. Od obeh je veliko bolj verjetno, da bo Tajvan povzročil naslednji svetovni konflikt, kot pa severnokorejska invazija na jug.
Čeprav Severna Koreja rada grozi, je resnica ta, da niso slepi za resničnost, ki jih obdaja. Ne soočajo se le z močjo ameriške vojske, ampak je tudi Južna Koreja sama močno militarizirana in izjemno sposobna vojaška sila. Morda nimajo toliko vojakov kot Severna Koreja, vendar je njihova tehnološka prednost dovolj velika, da to izravna. Tajvan je najbolj verjetna točka izbruha vojne preprosto zato, ker nas je Kitajska na to opozorila. Za Kitajsko je ponovno združenje s Tajvanom vprašanje ne le ponosa, ampak tudi preživetja komunistične partije Kitajske, katere legitimnost je morda odvisna od tega, da odcepljeno provinco ponovno vključi v svojo državo. Predsednik Xi Jinping je jasno povedal, da se bo Tajvan ponovno združil s celinsko Kitajsko, tudi če bo moral za to uporabiti silo. Kitajska vojska se na to pripravlja že dolgo časa. Ker Tajvan brani Združene države Amerike, ki so pred kratkim opustile strateško dvoumnost glede obrambe te otoške države, Kitajska ve, da se bo soočila z najmočnejšo vojaško silo na svetu. Strategija, s katero bi ZDA preprečili dostop do Južnega Pacifika, pa je kitajska zmagovalna poteza in bi lahko dejansko uspela. Kakorkoli že, Tajvan bo popolnoma uničen. Kitajska je morda bolj etičen akter kot Rusija, ko gre za vodenje vojne, vendar tega v resnici ne vemo. Zadnja vojna, ki jo je država vodila, je bila proti Vietnamu leta 1979 in tudi ta je bila kratkotrajna. Vemo, da se zdi, da je država veliko več vlagala v natančno vodeno orožje kot Rusija, in tu je še dejstvo, da so Tajvanci tehnično gledano tudi Kitajci, kar bi, upamo, omejilo genocidne težnje kitajskih skrajnežev. Po drugi strani pa so Rusi pogosto govorili, da so Ukrajinci njihovi bratje, pa jih to ni ustavilo, da ne bi streljali otrok na ulici. Geografija pa je pogosto kruta in čeprav je to največja prednost Tajvana, bo hkrati zagotovila, da bodo civilne žrtve ogromne. Tajvan je gorat otok, njegova mesta pa so izjemno gosto poseljena. To predstavlja pravo nočno moro za kitajskega napadalca, ki bo neizogibno prisiljen uporabiti obsežne kopenske napade, da bi dosegel učinek proti utrjenim branilcem. In ko se bo boj začel, tajvansko prebivalstvo ne bo imelo kam pobegniti. Ista prednost, zaradi katere je Tajvan tako težko osvojiti, deluje proti njemu, ko gre za premikanje civilistov na varno. Tudi mogočna ameriška mornarica bo verjetno potrebovala tedne, če ne mesece, da bi lahko varno delovala v bližini tajvanskih obal, zaradi česar bodo morali tajvanski civilisti preživeti spopade brez reševanja, pol leta ali več. Možno je, da bi se Kitajska lahko strinjala z odprtjem humanitarnih koridorjev, ki bi tajvanskim civilistom omogočili pobeg v Južno Korejo, na Japonsko ali celo v ZDA. No, vsezadnje je to tudi v njenem najboljšem interesu. Omejevanje civilnih žrtev bo Kitajski pomagalo izboljšati njen ugled v mednarodni javnosti, potem ko bo označena za agresivnega napadalca. Poleg tega pa bo njenim vojakom olajšalo delovanje. Vendar bi lahko tudi Rusija izkoristila iste prednosti, pa se je vseeno odločila, da bo streljala na civiliste med evakuacijo in obljubo humanitarnih koridorjev izkoristila za to, da je civiliste usmerila v območje smrti. Ob ogromnih izgubah med invazijo na Tajvan si preprosto ni mogoče predstavljati, česa vsega bi lahko bila sposobna razočarana kitajska vojska, še posebej, ker ni nobenih preteklih primerov, ki bi jih lahko preučili. Toda Tajvan ni edini kraj, ki bo trpel zaradi vojne v Pacifiku. Filipini in Japonska sta močna zaveznika ZDA in kraja, od koder bi se začel zavezniški odziv na invazijo Tajvana. To jih postavlja neposredno na muho vsega, od kitajskih raketnih napadov dolgega dosega do saboterskih skupin posebnih enot. Prva možnost predstavlja največjo grožnjo, saj ima Kitajska okoli 1500 raket dolgega dosega, ki bi jih lahko uporabila za napade na letališča in vojaške objekte po teh državah. Dejansko ZDA in njihovi zavezniki stavijo na to. Neizogibno bodo ti napadi povzročili precejšnjo stransko škodo in ko se bo vojna nadaljevala, bi Kitajska lahko tvegala v upanju na zmago. Glavna skrb Kitajske v Pacifiku so Združene države Amerike. Čeprav sta japonska in južnokorejska vojska mogočni, sama po sebi nista kos kitajskim oboroženim silam. In tako Južna Koreja kot Japonska nimata zmožnosti, da bi resnično ogrozili Kitajsko kjerkoli druge kot tik ob svojih obalah. Vendar pa v sodelovanju z ZDA obe državi nenadoma postaneta pomembna grožnja. Največja grožnja pa prihaja iz ameriških sil, nameščenih na njunem ozemlju. Če bi šla vojna slabo, bi Kitajska lahko tvegala in začela napadati filipinske, japonske in južnokorejske civiliste, v upanju, da bodo te države umaknile podporo ZDA, s čimer bi Ameriki odvzele njeno največjo prednost v regiji, zavezniška pristanišča in letališča, s katerih lahko deluje. To bi lahko spodbudilo Kitajsko, da namerno cilja na civilno prebivalstvo in povzroči čim več stranskih žrtev. Kolikor je mogoče, ob tem pa jasno sporočiti, da bo Kitajska nadaljevala to kampanjo terorja, dokler ameriške sile ne bodo več prisotne. Kitajska bi si lahko, po vzoru Rusije, posegla po vojnih zločinih kot strategiji za zmago v vojni. Koliko mrtvih civilistov bi bilo potrebnih, da bi Filipini razglasili nevtralnost in prepovedali ZDA delovanje svojega ozemlja? Južna Koreja bi lahko v primeru vojne posebej močno trpela, saj ima Kitajska v vsakem spopadu z ZDA enega velikega aduta v rokavu – Severno Korejo.
Trenutno je v Južni Koreji nameščenih približno 50 tisoč ameriških vojakov, ki služijo kot odvračilni dejavnik proti severu. Čeprav je Republika Koreja zelo sposobna vojaška sila, so ZDA s pogodbo zavezane, da jo branijo, in obstajajo pomisleki glede tega, kako uspešna bi bila južnokorejska vojska sama proti severu. Prednostno vlaganje v zračne in pomorske sile v zadnjih letih pomeni, da je vojska doživela znatne proračunske in kadrovske reze. In nobeno število letal ali ladij ne bo zadržalo milijonske severnokorejske sile, še posebej, ker ima Južna Koreja le 500 tisoč aktivnih pripadnikov, torej polovico severnokorejskih. Kitajska bi lahko izkoristila konflikt na Korejskem polotoku, da bi porabila ameriške in japonske vire, in to bi bilo v njenem največjem interesu. Za jug bi bilo to uničujoče. Tisoče severnokorejskih topniških kos so vse v dosegu Seula in njegovih predmestij, zaradi česar je eno najbolj poseljenih mest na svetu ogromna tarča. Uničenje bi bilo resnično ogromno. Nekateri ocenjujejo, da bi začetni napad pomenil stotine granat na minuto, ki bi se sčasoma zmanjševal zaradi intenzivnega protitopniškega ognja Južne Koreje. Vendar bo sever verjetno uporabila številne trike, da bi namerno napadla južnokorejsko prebivalstvo in njegovo infrastrukturo. Režim Kima je jasno povedal, da bi bili civilisti legitimne tarče v primeru vojne in vojni na polotoku bi nedvomno predhodili številni kemični, biološki in morda celo jedrski teroristični napadi na jugu. Če ste spremljali naš kanal, ste videli številne načine, kako smo dramatizirali te napade v naših izmišljenih scenarijih korejske vojne. In te dramatizacije temeljijo na resničnih, pričakovanih grožnjah, ki jih ameriška vojska pričakuje s severa. Dejanja jedrskega terorizma bi bila bolj zagotovljen način za sever, da uporabi svoj majhen jedrski arzenal. Ker so ameriška, južnokorejska in japonska obramba pred balističnimi raketami popolnoma pripravljene prestreči severnokorejsko izstrelitev, bi bilo veliko učinkoviteje pretihotapiti jedrsko orožje na jug in ga razstreliti neposredno na ciljih. Ti cilji bi verjetno bili 5 najpomembnejših pristanišč juga: Busan, Incheon, Donghae, Masan in Gunsan. Zaprtje teh pristanišč in njihova radioaktivna kontaminacija bi ohromila ameriške poskuse hitrega pošiljanja okrepitev ter jih prisilila, da improvizirajo pristaniške zmogljivosti drugje. To bi prav tako ustavilo južnokorejsko trgovino, povzročilo katastrofalno škodo njenemu gospodarstvu in ljudem, ki so odvisni od uvoza hrane iz tujine. Hrana in nafta sta največji šibkosti Južne Koreje, saj država obe surovini uvaža. Južna Koreja je ena najbolj prehransko ogroženih držav na svetu, z eno najnižjih stopenj samooskrbe s hrano med razvitimi državami. Leta 2020 je bila stopnja samooskrbe z žiti v Južni Koreji le 19,3%. Stopnje samooskrbe za najpomembnejša živila so bile tako nizke, da je vlada leta 2021 začela poseben načrt za reševanje prehranske varnosti države. Zaprtje glavnih pristanišč Južne Koreje bi dejansko prikrajšalo korejsko prebivalstvo za hrano in nafto, ki jo potrebujejo za pogon svojega gospodarstva, kar bi povzročilo veliko trpljenje in celo lakoto. Ker bi bile pristaniške zmogljivosti izpostavljene sevanju, bi lahko trajalo tedne, da bi svetovna pomoč s hrano prispela, v tem času pa bi lahko že 10 tisoči umrli zgolj zaradi lakote. In da bi vse to dosegli, bi morali na severu le pretihotapiti več jedrskih naprav na ribiških ladjah in jih preprosto pripeljati v pristanišče. Nato pa bi sledili biološki in kemični napadi, ki jih bo sever verjetno izvedel proti civilistom na jugu. To bi vključevalo aktivno obstreljevanje med samim spopadom, pa tudi preventivne napade, še preden bi bile sovražnosti dejansko razglašene. Severnokorejske specialne enote in vohuni bi zlahka pretihotapili različna sredstva na jug in jih razpršili po najbolj prometnih vozliščih Južne Koreje. Razširjenost železniškega prometa naredi prebivalstvo izjemno dovzetno za biološki napad. Različni natančni napadi na pravih postajah pa bi lahko biološko sredstvo pripeljali v središče vseh največjih mest Republike Koreje. Od tam bi begunci, ki bi bežali pred spopadi, bolezen ponesli še bolj na jug, kar bi povzročilo drugo krizo. Zdaj si oglejte našo uspešno fikcijsko serijo Preživel sem 100 dni jedrske vojne ali pa kliknite na ta drugi video.